del gasilski pozdrvi v 7 tremih odbrzi, ker samo gasi vsak požar in se vozil blešči, dan na dan opet skrito ni, samo vse pogasi. Pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi vsak požar in se vozil blešči, dan na dan opet skrito ni, samo vse pogasi. Egon Špacapan je na poti na gasilsko postajo. Pozdravljena, prijatelja. Malce snemam po parku, ker se pripravljam na svoje novo delo pri gasilcih. Bi mi pomagala? Wow, to je pa super. Snemal bom reševalne akcije, tako bomo videli, če delamo vse prav. No, če bi bila rada v tem filmu, boste morala kaj pokazati. Jaz bom nekaj zapel. Jaz pa bom zaplesala čudovit ples. Pripravljena, kamera teče, akcija. Haha, jim bom že pokazal akcijo. Hej, poglejte me! Haha! Kaj pravite na tole? Kakšno naključje! Tudi njej je ime Ida. Ida Hočevar iz Novega Brda je na podstrešju našla del družinske zapuščine in je zdaj milijonarka. Kaj milijonarka? Njena fotografija je v Petelinjih novicah. Bogata je in slavna. Gospa Pirc, če bi bili radi slavni, pa še vi poglejte na podstrešje. Nikoli si nisem mislila, da bom kaj takega rekla, ampak tole je bila prav dobra ideja. Že današnja vaja ima naslov Poišči in reši. Naš cilj bo, da bomo s pomočjo posebne kamere v sobi polni dima našli lutko. S kamero bomo vajo tudi snemali. Tako možje, za dimnem prostor je pripravljen. Gasilec Samo, ti boš vodja. Razumem, načelnik. Gasilec Samo, načelnik, pritisk 180 barov. V redu. Gasilec Egon 200. 190. Dobro. Zaželite nam srečo. Kakšna dobra piščalka. Cool. Nejc! Nejc! Kaj, mami? Spet krade sladkarije. Rekla sem ti, da pazi na trgovino, ne pa da mi jej zaslužek. Vem, mami. Pa sej ne bom. Kar temno je tukaj. No, pa malo osvetlimo zadevo. Celo moje življenje je na tej podstrehi. Nejčev medvedek, spominjam se dneva, ko mu je odgriznil roko. Svoje dlesnje je preskušal? Tukaj je očetova stara mornarska skrinja. Ne pozabi na navijalke. Ida? Tako bi bil tvoj srečni dan. No, kaj tukaj? Punčka? Kladivo. Ojoj. S tem se da samo zabijeti žeblje. Pa taka družinska zapuščina. To so bolj družinske kartače. Čudno. Nekaj smrdi po zažganem. Se ne pečem torte. Nejc? Krščen matiček! Kdo je to storil? Nejc!
Tralala, tako, vse je pripravljeno. To, kar vam bom zdaj pokazal, je nemontirana verzija današnje vaje. Delovni naslov Goreči stolp. No, začni že, Egon. Daj, že. Ja, seveda, takoj, gospod načelnik. Začnimo. Jaz bom nekaj zapel. Jaz pa bom zaplesala čudovit ples. Prostite mi za tole, gospod načelnik. No. Kaj pravite na tole? Kje pa je film z naše vaje? Ja, tukaj nekje mora biti. Tako bi rad, da bi lahko posnela video. Poglej, iz Idine strehe se kadi. Pridi, Jaka, poklicat morava gasilce. Tako, gospod načelnik, v tem delu je samo uspešno reševal lutko. Dobro je, res imam jo. Zelo dobro, Egon. Dobro, glej. No, zdaj gre pa zares, fantje. Požar v trgovini Ide Pirc. Vsi prisotni in prisebni, načelnik. Dobro, moži, gremo! Ne morem van. Premlada sem še, da bi umrla na podstrešju. Joj, okno, odpri ga. Zataknilo se je. S čim bi to lahko odprla? Takole s tem bo šlo. Pridi, no, nejc, ne vlečem te za nos. Kaj me ne bo nihče rešil? Na pomoč! Poglej, sem ti rekla. Mama! Mami! Prva naloga, reševanje gospe Pirc. Na to bomo pogasili ogenj. Na delo, možje! No, otroci, spod nog. No, lestev. Kot bi trenil boš dol, Ida. Res, kako? Odbignimo lestev. Začnite reševati. Pomožni gasilec Egon, prični snemanje. Seveda, gospod načelnik. No, Ida, pridi k meni. Počasi se spuščaj po strehi, samo brez panike, prosim. No, počasi, previdno. Saj me poznaš samo? Hladno. Tu je pa vroče kot... No, Ida, korajža velja, saj si pogumna žena. Ja, korajža velja, korajža. Hopla, je že moj. Dober dan. V nebesih sem pristala. Izvrstno je bilo, odlična kuharica si. Egon, si pa res kavalir. No, jaz bom pomil posodo, ti pa glej poročila. Nejc? Nisem ravno nora na poročila, tako dolgočasna so. V Petelini vasi je bilo danes zelo razburljivo, ko so gasilci gospo Ido Pirc reševali z Goreče strehe njene trgovine. O moj bog, saj to sem jaz! Rekla si, da bi bila rada slavna, pa sem poslal posnetek na televizijo. Nemogoče. Sreča v nesreči pa je, da so v njenem podstrešju našli kipec vreden več kot $300,000. $300,000? Ne verjamem. Res je, načelnik Albert je vse preveril. Ampak na televiziji pa dobro zgledaš, Ida. Mogoče bi morala biti filmska zvezda. Ja, ni še prepozno, veš? Ko zasliši zvok siren, šine kako spod voden. Že v gasilski pozdrvi, v 7 tremih odbrzi, ker samo gasi, vsak požar in se bo zgublešči. Dan na dan to pač skrito ni,
noče